mestoma so se pojavljali problemi s posameznimi simboli oziroma besedami, ki se pojavljajo v celotni knjigi, enkrat z enim, drugič z drugim pomenom, pa jih je bilo treba nekako hraniti kot simbole. Ne vem, en tak velik problem je bila beseda hawk v angleščini, ki tukaj pomeni po eni strani nek pleskarski pripomoček, neko dilco, na katero se nalaga omet, ko se pleska. Po drugi strani pa seveda nekje potem nastopa tudi kot ptič, ne. In zdaj pri nas seveda nekega ptičjega izraza za ta pripomoček ni, tako da sem moral recimo tukaj malo improvizirati. Drugače pa ni bil posebej težek prevod. Ja, to knjigo bi priporočil pravzaprav zelo širokemu bralskemu občinstvu. Ne vem, zdi se mi taka, veliko ima za dati, ni pa to težko branje, no, ni treba veliko razvozlavati, ni naporno branje, ki bi se branju upiralo. Je pa pač, no, do neke mere je lahko to recimo nekoliko psihično naporna knjiga, no, edino to. Ampak ne, sicer pa se mi zdi zelo primerna v bistvu za kar najširše občinstvo. Ja, se pravi, angleščino sem se začel učiti že kot osnovnošolec, se pravi, čisto na začetku osnovne šole. Študiral je nisem, bil sem v programu mednarodne mature, kjer je bil pouk v angleščini recimo, sem pa tukaj bolj ali manj samouk, no. Ne vem, počasi sem se potem loteval prevajanja, najprej za agencije, potem sem nekako počasi prišel zraven tudi pri založbah in do knjižnih prevodov. Ja, najtežji je pa ta, ki ga trenutno delam, no, se pravi Melvillov Moby Dick. Pripravljam nov prevod za Beletrinino novo zbirko Klasična beletrina. To je v bistvu moj prvi tekst, ki ni sodoben, se pravi, mislim, da knjiga je stara okrog 150 let. Pač tudi angleščina se je v tem času precej spremenila, slog pripovedovanja oziroma način upovedovanja se je spremenil. Tukaj je potem še neka gora navtične terminologije, ki pač v slovenščini sploh ne obstaja. Skratka, to je absolutno najtežja zadeva do zdaj.